Dober dan, lep pozdrav vsem. Me veseli, da ste prišli v takem številu. Danes se bova s Ksenijo pomerila v intelektualnem naporu. Dovolil sem si, ker gre za predstavitev knjige, sem se vsebej dovolil malo drugačen pristop, kot če bi bila razstava, tako da sem zapisal nekaj uvodnih misli in potem sledi vprašanje. Zanimivo se mi je bilo, ko sem prebiral Ksenino knjigo Kdo se boji roza barve. Mislim, sem se zavedal, da vedno obstaja neka zagata pri predstavitvi samega sebe. Tako se je pred leti tudi Slavoj Žižek zafrkaval, da je napisal svoj lasten življenjepis na tak način. Slavoj Žižek se je rodil leta 1949 v Ljubljani. Napisal je nekaj knjig in bo kmalu umrl. Tako s tem je zaključil to njegovo predstavitev, pri Kseniji pa beremo tako. Dovolj lep opis, da ga moram ponoviti. Živela je rdečelaska, ki ni imela oči in ušes. Tudi las ni imela, zato so jo imenovali rdečelaska le pogojno. Ni mogla govoriti, ker ni imela ust, tudi nosu ni imela. Niti rok in nog ni imela želodca, hrbta ni imela, hrbtenice in nobenih notranjih organov ni imela. Ničesar ni imela, torej sploh ne vemo, o kom govorimo. Bolje, da o njej ne govorimo več. Dobro, zato je najbolje, da pričnem kar pri delu, pravzaprav pri misli, ki se odpira v njenem delu in v knjigi. Mogoče samo še dva stavka. Za Ksenijo Čerče lahko res zatrdim, in to z velikim priznanjem, da je ena redkih umetnikov, ki jasno, poglobljeno in široko zastavljeno misel neprestano zrcali v delu. Umetniška dela slike postavljajo koncepte pred naše oči. S tem ne merim na neko pavšalnost izraza konceptualna umetnost, ki pogosto manjka prav koncept sam, ampak na dela, ki proizvajajo misel, to so misleča dela. Prav tako se ta dela nikoli ne zgovarjajo na teoretske nejasnosti, obskurnosti in nebuloze, ki smo jih še kako navajeni znotraj umetnosti. Ne opirajo se na tako imenovano avtopoetiko ali prežvečene slikarske klišeje, ki danes že povzročajo refluks poslušalstva. Gre torej za dela, ki z vso resnostjo mislijo problem gledalstva, slike, slikovne površine, pogleda in vloge gledalstva, materialnosti in medija, časovne in tehnološke spremembe izraza in še marsikaj drugega. Zaradi tega sem z veseljem sprejel tale izziv oziroma pogovor. Hkrati pa moram še priznati, da mi je res veselje in tudi čast sodelovati in poučevati s takimi pedagogi, kot je Ksenija. Dobro, prvo vprašanje je mogoče malo provokativno, ampak vseeno mislim, da vredno zastavitve. Sam mislim, da ukvarjati se z umetnostjo ni enako kot biti nek umetnostni navdušenec, art aficionado, ko se temu reče. Pomeni kvečemu, vsaj po mojem, sovražiti 90% produkcije, ki jo vidimo. Sam sem se pred kratkim zafrkaval z eno umetnico, ampak vse me ni padlo na plodna tla, sem rekel, moje nebo je črno, je praktično res je vse črno, sem pa tja zasveti kakšna zvezdica, torej sem pa tja me kakšno delo res prevzame, ampak večina ne. Zaradi tega mislim, da je legitimno vprašanje, da vprašam Ksenijo, kaj ti gre danes najbolj na živce, oziroma s katero prakso imaš največje probleme, mogoče tudi, ne vem, v kontekstu slikarstva. Dobro, najprej mi gre na živce to, da se mi parkomati zahvaljujejo. Potem pa, trenutno bi rekla, mogoče nekaj, kar se veže na to, kar si prebral, to se pravi ta življenjepis. Mislim, da je trenutno v umetnosti ta protokolarnost, kako neka razstava se začne, poteka, kako je vpeta v vse prijave, obrazce, skratka, sam protokol, skozi katerega naj bi umetnost funkcionirala. Mislim, da je to nekaj, kar me trenutno
ta protokolarnost, ki je tako zelo betonska postala najbolj. Da tudi hromi na nek način prakso. Absolutno. Mislim, določene stvari tudi onemogoča, saj neke stvari niso lastne. Mislim, ja. Ali imaš slučajno kakšen predlog druge možnosti? Kako bi si sama najbolj želela biti nagovorjena ali kakorkoli? Ne vem, tako recimo ena cirkulacija, tam pač tega ni, ne. Tja prideš, vržeš stvari v prostor in gremo, ne. Tako da neka neposrednost, to se pravi neka še zmeraj neka praksa ali pa neki off ali pa underground ali pa alternativni umetniški prostori, rekreacija nekih drugih stvari. Nenazadnje sem bila 14 let v Rogu, ne brez razloga. Tako da, ja, tu vidim neko alternativo. Ok. Zapisal sem tako, zdaj, da dam kontekst. Sodobno podobo uporabljamo kot kodirano podobo danes. To pomeni, da podoba nekaj pomeni, sporoča, napoveduje, komunicira, trži, razburja in vzburja, pa tudi kot podoba, ki vznemirja na nek način imaginacijo, posnema in ustvarja. Torej, če zdaj bolj pomembna je njena časovnost predvajanja, njena frekvenca, pojavitev, ter nenazadnje tudi njena razsežnost in domet. Torej, zanimivo se mi zdi, da podoba pričenja igrati osrednjo vlogo pri razumevanju sveta. To pomeni, da gre za spretnost, da podoba danes opravlja tudi funkcijo porajanja izkustva, dojemanja, vedenja in vedenja, na nek način, da nas zelo usmerja. Mislim, oziroma si upam celo trditi, da današnja informacija je prvenstveno informiranje, je ustvarjanje ali preobražanje informacije v formo. Danes se pojavi informacija kot forma, ne pa kot zapis. In čeprav se ta podoba spogleduje s pogledom, lahko rečemo, vedno nagovarja, vsaka podoba mislim, da tudi nagovarja delovanje. Torej, informiranje je predvsem formacija podobe, ki nekaj naredi vidno. Skratka, teza je ta, da vse, če zdaj bolj svet postaja vizualen, da vse dobiva značaj podobe. In zanima me, če bi se strinjala s to tudi Flusserjevo tezo, da je sodobno črkovno kodo na nek način zamenjala podoba ali neka slikovnost, kar bi pomenilo tudi, da svet postaja čezdalje bolj stvar podobe, ne črke, torej bolj podobe kot razumevanja, bolj stvar imaginacije kot razumevanja in mogoče celo, da postaja čezdalje bolj v podaljšku, vsaj slikarski, da prihaja neko spredje imaginacije tu, da prihaja imaginacija v spredje, tako. Ja, tu bi mogoče rekla, da podoba že nekako sega v teritorij vednosti med drugim. Zdaj, ker si pa omenil Williama Flusserja, mislim, on je izjemen teoretik, ampak že takrat je nekako dajal neke prognoze in ena od takih antropološko bistvenih stvari, ki jih je rekel, da je recimo evropska civilizacija nastala prav iz te, oziroma da jo ustvarja bogatost evropske civilizacije, ravno ta napetost med jezikom in podobo. Je pa res, da sedaj v času prav tako bi tekmujete, ampak mislim, da je skoraj prednost na strani podobe. Zakaj pa je toliko učinkovita, ne? Podoba seveda v kairos, v trenutku ima kondenzirano dosti večjo količino informacij in glede na fluks, na časovni stroj, v katerem smo konstantno cirkuliramo, je ta kondenzacija ena od ključnih stvari. Zdaj, to, če ilustriram, je pač recimo, zakaj imamo v potnem listu sliko, zakaj nimamo opisa osebe, ne? Zato, ker pač... Rdeče laske, ne? Ja, v trenutku sprejmemo eno blazno količino informacij skozi podobo in mislim, da bo ravno ta hitrost to, kar bo prihodnost pravzaprav določala, kdo od teh dveh bo
bo dominiral. Se pravi, ti lih postavljaš, mislim, na nek način tezo, da je da podoba prehiteva kakršenkoli zapis in Absolutno. da v tem... Absolutno. Mislim, jaz tudi že opažaš, da ti je linearno branje kar preprosto nekako prepočasno. Ne? Naša percepcija se ves čas adaptira na to, kar vidimo, oziroma nas mediji istočasno sooblikujejo in mislim, da so nas tako daleč že oblikovali oziroma spremenili, da neke stvari veliko hitreje dojemamo kot prej, ne? Ker naenkrat rabiš neko večji input. Tako da linearno branje mislim, da malo težko. Ja. Ma kaj pa recimo sam ta fenomen, to tudi Flusser nekje omenja, samo linearno branje implicira neko zgodovino, nek začetek, neko kontinuiteto. Medtem ko podoba, hočeš nočeš, sploh spletna podoba danes deluje kot kolaž. To pomeni, da ti, tako kot si rekla, mogoče kondenzira več različnih svetov naenkrat na monitorju, da nimaš več, mogoče zgubiš kontekst, da postaja ta spletna pokrajina tudi zaradi tega mogoče malo schizofrena na nek način. Ne? No, zdaj zanimivo je, da Flusser tudi to vzpostavitev jezika povezuje z vzpostavitvijo zgodovine. On pravi, da zgodovino imamo, odkar smo začeli pisati, ne, 4000 let, odkar obstaja pisava. Ne. Zdaj, če pa od tej vse prisotnosti oziroma tej pluralnosti podob, ki so naenkrat predočene gledalcem, mislim pa, da imamo vseeno določeno percepcijsko limito, to se pravi določeno število ali pa količino stvari smo sposobni dojeti, čim pa gre to preko neke mere, pa mislim, da stvari nekako razpadejo ali pa. Kaj se zgodi z nami? Ja, ne vem, mislim, da zgubimo pozornost ali pa, ja, percepcija se nekako razprši, ja, ali pa celo zgubi, ne, nek prostor brez orientacije ali pa se nek pregib zgodi, ne, ki se vrne v neko varno cono subjekta. V knjigi nekje praviš, da je slikarstvo v neprestanem toku integriranja njemu nelastnih pojavnosti. Meni se zdi to odličen izraz. Integrirati njemu nelastnih pojavnosti. Torej, zaradi tega lahko zavzamemo določeno distanco do izjav o koncu umetnosti ali koncu slikarstva, če citiram. Prav zato ne moremo več govoriti o povratku slikarstva, kot smo lahko v modernizmu ali postmodernizmu. Slikarstvo se ne vrača, ampak je ves čas tu. S to postavko se absolutno strinjam. Sprašujem pa se, ali je slikarstvo tu ves čas na enak način linearno, ali obstajajo prelomi, nihanja, zatikanja, ne vem, kako bi rekel, no, ali se vleče neka čista kontinuiteta ali je valovanje, ki neko valovanje, zatikanje ali ne vem, kako bi to imenoval, kako bi... Ja, vsekakor ni linearno, bi rekla, ne. Zdaj, načini, kako je prisotno, pa mislim, da so pogojeni z različnimi pretoki. To se pravi, en tak oblak, ki ga pravzaprav ves čas slikari kot taki tudi nosimo s sabo, je ta, jaz jo imenujem pač eksegeza slikarstva. To se pravi, ti, ko imaš prazno platno, je to najbolj mučna, najtežja stopnja pravzaprav, ker je to platno najbolj polno in za prvo potezo ti v ta oblak vstopiš. Ne moreš narediti stvari brez tega konteksta, ki je že. Zakaj praviš, da je prazno platno najbolj polno? To me zanima. Mislim, mi je všeč ta definicija. Najbolj polno zaradi tega, ker ohranja vso potencialnost. Ravno v tistem trenutku še vse šumi, vse je možno. Ko ga določiš, se to zreducira, kondenzira na določeno informacijo. Predtem pa imaš še vso to potencialnost v sebi.
Ampak bi lahko rekli, da tudi ima vse nekje delas, to zelo lep zapis, da prazno platno je vse, je na nek način preveč polno, ampak ne samo v tem pozitivnem smislu potencialnosti ali odprtosti, ampak v tem, da ga naseljujejo že vsi klišeji, da naše glave so prepolne in da prva poteza je predvsem veščina nekega izbrisa, odmisliti, da ne podležemo nekemu avtomatizmu podobe že vnaprej, ne? Ker ne nazadnje so naše glave so mogoče res malo prepolne podob že celega sveta in slikarstvo ni samo način dodajanja na prazno platno, predvsem odzemanja neke misli, neke podobe, ki se mi vsiljuje. Mislim, da bi se strinjala s tem. O tem govori v tej nedavno iz knjigi, ki je šla On Painting, se verjetno si bral, to so zapiski njegovi, ki jih pravzaprav, oziroma zapiski seminarjev, ki jih je imel v živo, pravzaprav ni hotel jih objaviti, ampak zdaj mislim, da je fundacija vseeno prišla do tega, da so te stvari objavljene, super knjiga, super, da so objavili. No, ampak tu ravno govori o tem klišeju, ne. Sama bi pa rekla, da sem imela zmeraj ta strah pred praznim platnom, zato so tudi moja starejša dela, sem zmeraj izhajala iz tkanin ali pa z nečega, kar je dano, kar mi je vsekakor olajšalo vstop, v tem smislu, da sem vstopila najprej v nek dialog. Prazno platno pa še zmeraj ostaja horor. Nisem vedel tega, no, da je tkanina, nisem nikoli pomislil, no, da tkanina že ima neko strukturo. Ja, to je bil nek pobeg. Tako da, se pravi, da si malo si poenostavlja stvari. Dobro, da vem. Dobro. Jaz sem še to zapisal, kar me je zanimalo, no, ker so tu tudi študenti, me je zanimalo, jaz imam občutek, da obstajajo kar razlike med generacijami. Pričakoval sem, da ko bom začel poučevati, da bo obstajala kontinuiteta. To ne obstaja, kontinuitete ni enakosti, in me je zanimalo prav to, ne, kako ti to dojemaš v ateljeju, no. Jaz mogoče imam manj tega pri teoriji, ampak kako v ateljeju, kako vidiš to mogoče menjavo med generacijami, če slučajno imaš kakšno. Ja, te generacije ti nikakor ne dajo tega, da bi se nekje mirno usedel, pa da si nekaj zaključil, pa da boš, ne, konstantno te provocirajo v tem smislu, da se jim, mislim, kako bi rekla, jaz se od njih ravno toliko učim, kot se oni od mene, tako da ves čas te postavljajo pred neke te zahteve, mislim, ne nazadnje jih poskušaš prebrati, ne nazadnje se tudi že dobro poučujem, zdaj že skoraj 15 let in razlika med tisto prvo generacijo in temi, ki so zdaj, je že zaradi samih medijskih inputov drugačna, ne. Je težje zdaj kot na začetku? Težje? Ja, zmeraj je težko. Tako da bi rekla, da, ampak ravno to je ta čar, no, nekako mi je fajn, da se ne morem nekam udobno in namestiti. Dobro, zdaj tukaj sem mogoče tudi sam malo zašel, samo zadnje čase zelo veliko razmišljam o tem, da je človek žival s podobo. Zdaj to vem, da zveni čudno, ampak da človek je žival, ki je obsedena z videzom, in to se zdi, da je tako partikularno za človeka. Da je žival obsedena z videzom, da človek misli sebe ravno skozi podobo in to podobo neprestano daje naprej v reprezentacijo. Človek se reprezentira, komunicira, vse dela preko podobe. In mislim, da je tukaj tudi specifično neka jezikovnost, da tudi jezik ni signal, jezik nima enega pomena, temveč se osamosvoji v interpretacijo, ne. Sprašujem se tudi to, da človek je golo bitje, oziroma da nima kožuha, da je človek je žival brez kožuha, gola žival.
In torej, ne vem sploh, če pritiskam malo predaleč, če rečem, da je od rojstva na nek način transvestit, da je nujno, da se reprezentiramo, da nimamo imamo eno kožo, nimamo enega kožuha, smo prisiljeni v neko spremembo, v neko reprezentacijo in tako naprej. In popolnoma enako mislim, da velja za podobo, ki nas reprezentira, kot sem rekel, na vsakem koraku in ves svet dojemamo z njo. Na nek način želim reči samo to, da smo neprestano samo odtujeni, tako v jezik, v obleki, v podobi. In sprašujem se tudi, če ni ta odtujitev v podobo, v imago, celo bolj primarna kot verbalni jezik, kar posledično pomeni, da ta odtujenost, naše neskladje sami s sabo, s svetom, z naravo, da postane kot neko gibalo, neka nujnost za samo slikarsko podobo. Torej, da obstaja neko naše notranje brezdomstvo in to poganja željo po vedno novem in novem videzu. Da to slikarstvo ni samo prestiž, ampak da je iskanje mogoče celo samega sebe v svetu, način reprezentacije, način mišljenja, podobe. Dobro, ker se zavedam, da je stvar nekoliko abstraktna, čeprav mislim, da tudi tvoji zapisi, še bolj pa praksa, napeljuje na nekaj podobnega. Veliko govoriš o slikah, ki me na nek način zaslepijo, o bleščečosti slik, o prosojnosti, iridescenci. Slikaš objekte, hiperobjekte, ki jih po nujnosti vidimo le delno, parcialno, praktično objekti, ki niso vidni. Podobe, ki jih je nemogoče uzreti dobesedno, ali pa neposredno. Nemogoče je te podobe, slike zajeti kot cele, kot zamejene. Torej, marsikatera slika se tudi razstavi na medij, podobo, motiv in okvir, celo razpadejo nekatere. In opozarjajo tudi na minljivost in tako naprej. Se pravi, te slike nam neprestano uhajajo in hkrati neprestano preizprašujejo vlogo gledalca in preizprašujejo status videza. Zato sem zapisal vprašanje, kaj naslavlja slika ali videz, pogled, kakšno relacijo do gledalca. Ja, prav te sem imel tako malo v mislih, ker je vprašanje, iz katerega kota jo gledam, je vedno druga slika, in je ne morem nikoli videti celo vso ali enoznačno. Pardon, da ne bo predolgo. Prav pri tem delu, oziroma v tej razstavi, ki je bila v prostoru Galerije Kurna, je bila razstavljena ta slika. Skratka, pri tem delu sem se nekako v tistem času zelo spraševala o tej razliki med tem, kar se sveti in tem, kar se blešči. To se pravi, blesk je nekaj, o čemer pravzaprav Alenka Zupančič ima eno zelo dobro besedilo, pasaž ali umetnost kot dejanje, v katerem govori o blesku podobe. Pri tem ne gre za naslikan blesk ali pa fizičen blesk, ampak gre za blesk, ki je nekako inherenten, ki predstavlja pregib v podobi sami, oziroma blesk je nekaj, kar zastira celo podobo v procesu njenega postajanja. Na en način gre za neko kontrakcijo, po drugi strani pa povzroči neko, če bi rekla, neko anamorfozo pravzaprav podobe. Zdaj, če sem čisto dobesedna, tukaj pri tej sliki je šlo prav za to. Namreč gledalec je bil soočen z neko to distorzijo oziroma z vpisom lastne podobe v sliko. Šlo je pa, marsikdo je govoril o tem, da se je prav prestrašil tega, oziroma neka ta globina je nastala. In mislim, da je ravno tu ta učinek tega bleska, oziroma te zaslepitve. Mislim, govorimo o zaslepitvi v smislu, recimo, da govorimo o dveh tipologijah zaslepitve. Ena je ta, ki nam je seveda iz okolja konstantno
vnesena, recimo tle Alenka Zupančič spet govori o kolonizaciji imaginarnih formacij, ne? To se pravi to, kar nam družba vsekakor ves čas vsaja za podobotvorjem, kar seveda preprečuje ta stik z lastno željo, to se pravi, želja je nekako z podobo infiltrirana v gledalca oziroma nas še nezavedno že veliko prej, preden pridemo do dejanja. Skratka, gre za nekega anonimnega gospodarja želje, če bi tako lahko rekla. Medtem pa, ko zaslepitev vidim pa tudi, seveda to je nek negativen vidik, vidim jo pa tudi kot nek pozitiven vidik, ker se mi zdi, da je točno ta zaslepitev nekaj, kjer subjekt preseže sebe. Že marsikje sem govorila o tem, kako na primer razumem napako. Napako pravzaprav, no, zdaj, če omenim eno delo, ki je nastalo mogoče ravno skozi to vrsto zaslepitve, so umetniške knjige, tukaj je namreč šlo za to, da takrat sem pisala besedilo o erekciji jezika in iskala podobo zvoka v srednjem veku. Zelo temeljito iskanje po berlinskih knjižnicah, arhivih, skratka, vedno bolj se je kazalo za neko utopično idejo, na kar v enem pogovoru prišlo do tega, da mi je nekdo omenil, da je pravzaprav zvočni moment v glasu. To se pravi takrat, ko glas oziroma zgubi neko pomensko lego in ostane samo zvok, to je v primeru kakofonije recimo, ne, potem imamo tudi zvočnost kot tako. Zdaj, no, takrat mi je bilo pa še pripovedovano o binkoštnem dogodku, to se pravi, to je dogodek, ko se na apostolih, se poznamo te aureole, pojavijo ti ognji, ne. To je pač teološka dikcija, s tem je prikazovala prihod Svetega Duha. Zdaj, in ko mi je bilo govorjeno pravzaprav o teh ognjenih jezikih, sem si jaz predstavljala, da so to pač dejansko človeški jeziki, ki gorijo, ne. In šele kasneje nekako to izvedela, da pravzaprav gre za jezike, ki so pravzaprav že v teologiji na ta način upodobljeni. No, skratka, iz te napake, ne, iz te slepe pege, mislim, včasih imamo tudi pri branju, se to verjetno sami zasledite, recimo, ali pa v angleščini, ker neke stvari ne razumeš, tisto prazno mesto imaginacija kar nekako zapolni za nekim lastnim pomenom. Pa če tudi je napačen, meni se zdi to prav neka ta slepa pega, se mi zdi najbolj kreativen moment, ki ga pravzaprav človek, če ga tako zaznava, no. Se absolutno strinjam. Mogoče samo eno vprašanje, če ti ni odveč se vrniti na tisto sliko prej, se mi je porajalo. Spomnim se, ko sem to sliko prvič videl, no, da je obstajala neka, ne vem, kaj bi rekel, paralaksa ali dve slike v eni. In vidim, da tudi fotografijo si tako lepo naredila, ne, zakaj je ta ženska, ker ta ženska se odslika kar naenkrat na sliki. In to, kar mi je zanimivo, je, dobro, prvič je postavitev je specifična. Takrat se spomnim, da en del slike, desni del, me je drugače izrisal, kot me je levi. Ampak je še zanimiva ta relacija, ker slika tukaj se ne podreja pogledu. Na nek način ona meni ukrade podobo, se pravi, jaz se pojavim na sliki, ne, kot tudi tle, je figura na njej. Hkrati pa nje ne morem videti v celoti. Je kot da bi slika, jaz tebe lahko vidim, te ukradem, ne, ti pa ne vračam tega istega, mislim, ker je vprašanje,
na kakšno polovico si uprl pogled in se je drugače izrisalo. To mi je bilo tako zanimivo, no? Da je v nekem dominantnem smislu, da si kot gledalec bil podrejen pred to sliko na nek način, no? Da je zdelo se mi je, da je tako zanimivo nagovarjala gledalca, hkrati pa, da se ne podreja, no? Pogledu to. Ja, nekako pač integrirala te je v lastno vizualnost, ne. To je bilo mogoče tisti nekako mogoče šokantni del. Istočasno pa ja, no, to je bilo res obdobje, ko sem razmišljala zelo o tem, kako slikarstvo dojemamo preko medijev, preko fotografije, ne. Zdaj vzgib za tako razmišljanje, kako zdaj z slikarstvom nekako uiti temu ali pa zbežati ali pa nekako drugače se lotiti zadeve. Ves čas je šlo za to, da nekako ubežim fotografskemu aparatu. To se pravi, da to, kar naredim, ni možno reproducirati. To je bila tista ključni vektor za to razstavo. In dejansko ne moreš je ujeti iz nekega absolutnega kota, ne? Nima tiste renesančne, perspektivične točke, iz katerega pač reprodukcije slik običajno funkcionirajo. Se mi je pa zdelo seveda iz časa oziroma iz statusa, kjer slikarstvo je, to nujno narediti. To so bili premisleki pravzaprav, ja, k temu me spodbudila pravzaprav slika oziroma razstava v Hamburger Bahnhof v Berlinu, kjer sem bila v sobi z ogromno Barnett Newmanovo sliko. Zdaj pa ne vem, se poznate Barnett Newmanovo koloristično retoriko, skratka, ko si stal pred to sliko, se ti začne odpirati en tak barven prostor, ki začne pulzirati. In to gre dejansko za neko percepcijsko zadevo, ki se ti dogaja znotraj. V tistem trenutku pa so nekako tako prišli gledalci za fotoaparati in pač fotografirali. V tistem trenutku sem se tako vprašala, kaj ste zdaj vi tle fotografirali? Mislim, tega dogodka dejansko ne moreš zabeležiti. Mislim, te reprodukcije Barnetta Newmana so tako, smešne ne nazadnje, glede na to, kaj slika dela. No, in to je bil nek vzgib, no, kjer sem se začela spraševati, kje so te ubežne poti. Ja. Ne, to je zanimivo. Jaz mislim, da obstaja nekaj takega, kot si rekla, napaka, kot v kreativnem procesu iz napake se poraja improvizacija, je mogoče to nek dar. Ne? Drugi princip, skozi katerega bi bilo možno razmišljati napako, je napako v navednicah na nek način, ne? Kako slika doseže napako, ma ne napako, lih to, da vzame nekaj izvidnega, da se ne pusti biti vidna. Ker, a veš, večkrat sem razmišljal o slikarstvu danes, kot naivnež seveda, ampak sem se spraševal, ali bo slikarstvo danes tekmovalo z neskončnimi spletnimi podobami, ali bo šlo na ta neskončen puls, barvitost, utripanje, gibanje, nima šans. Torej, slikarstvo, pred časom sem tudi nekaj preberal, mislim, da ima moč natanko to, da pokaže na neke slepe pege oziroma na nevidnost, da je neko delo negativnega, zaslepitev, mogoče res kot pravi, zaslepitev na to, da se ne pusti preprosto ujet. Kljub temu, da je vizualno, ne, to je mogoče tudi to neka napaka, doseči napako oziroma nevidnost v samem delu. Ne, mislim, da je lahko močen motiv danes, no, da ni Ja, negacija je nek inkluziven del, oziroma mislim, da je treba itak misliti te dve kategoriji skupaj, tako vidno kot zaslepitev, tako kot se pri spominu je potrebno misliti to, kar pomnimo in to, kar pozabimo.
to šele predstavlja spomin. Ja, Tudi vidno mislim, da predstavlja ta negativni pol ravno toliko. Pa mislim, da ravno za slikarstvo znotraj negacije ali celo dvojne negacije, ne, se tudi to poznamo, obstajajo, ja, tle kar obstajajo potenciali. Dobro, predzadnje vprašanje še imam, ponovno citiram iz knjige. Meje slikarstva so postale premestljive. Slikarstvo se v sedanjost poraja z infekcijo, ta pojem je zelo všeč, in se nahaja v hibridnih oblikah, torej tako v zanj značilnih kot neznačilnih formah. Torej slikarstvo nastaja skozi ali s pomočjo vključitve, lahko bi rekli, neslikarskega. Na nek način pišeš o tem, da slika oziroma slikarska podoba požira celoten svet vase, ne, tudi druge medije, drugi način vidnosti. Pogosto navajaš dva koncepta, hibridnost in infektivnost. Oba pričata o nekakšni samootujitvi oziroma, če sem natančnejši, o gibanju, o prihajanju k sebi skozi neko samootujitev slikarskega. To je hibridizacija in infektiranje. Pri obeh gre namreč za zapuščanje, tako rekoč v navednicah, naravnega, telesno-materialnega stanja, ne? Torej, da imamo gibanje, transformacijo, metamorfozo. Torej, vprašanje je to, ali bi lahko dejali, da ni preprosto medij tisti, ki daje oporo sliki, temveč način gledanja, mogoče pogled. Kaj še danes drži slikarstvo skupaj? Okay, vem, da je hudo vprašanje, pa zakaj ne bi zaključili? Težka kategorija vprašanje. Težka kategorija. Kaj danes še slikarstvo drži skupaj? Se lahko vzdržiš, veš? Ne bom uveljavljala. Ja, dobro. Skratka, zdaj, ker si začel z hibridizacijo, z infekcijo, tu bi mogoče rekla, da se mi zdi, da infekcija je nekaj, kar gre globje. Mislim, pri hibridnosti definitivno gre za mešanje, križanje entitet, ki jih lahko seveda razdelimo, v biologiji pa recimo že tudi ne več. Medtem ko se mi zdi, da infekcija gre še nekako globje v telo, ne? Še veliko nekako bolj ta negativen vidik. Pa tudi tujost, ne? Infekcija je vedno, infekcija vključuje tujost. Absolutno, ja, nek vdor. Skratka, ampak ravno tukaj govorim o tej absorbni transgresiji. To je sicer dosti eksotično zveneč termin, ampak mislim nekaj zelo preciznega s tem, ne? To se pravi o tej absorpciji, o tej sposobnosti slikarstva, da stvari vsrka in da jih spet nekako izloči. Tu prav uporabljam to besedo izloček, ne, sliko ali pa neko delo kot izloček. Ampak če me vprašaš, kaj drži slikarstvo še v neki preži, bi rekla, da je pravzaprav ravno ta sposobnost. Slika je bila uničena, maličena, negirana, povožena, kar, mislim, destrukcija je že zdavnaj izvedla vsa kriminalna dejanja, ki jih je možno. Skratka, rekla pa bi, da to, da slika najprej prenese zelo veliko. Tudi politika. Tudi. Mogoče pa bi največ stavila na pravzaprav to potencialnost elastičnosti. Ravno ta elastičnost, ki bi rekla, da je lastna in omogoča točno vse te transformacije, ki smo jim stoletja priča, vsa preživetja teh groženj iz strani medijev ali drugih. Ne. Hkrati pa ne gre, je elastičnost, ampak ne gre za prilagodljivost. Ne. Točno tu je distinkcija. Hvala. Ok, spet jaz. Kako je slika zvezana s pomenom, oziroma danes smo govorili tudi
o enem tekstu, ki se sprašuje o tem, kakšno moč ima mogoče interpretacija, kako dojemaš. Videl sem tudi, da imaš naslove slik zelo premišljene, oziroma da vedno te naslovi nekaj delajo, da so neke besede ob delih in da nekaj delajo predvsem. No, Ja, naslov je vsekakor en zelo pomemben del slike, oziroma zdi se mi zmeraj, da je še neko življenje, še eno življenje, ki ga slika ima. Zdaj, že ko sem bila študentka, pravzaprav so bili to naslovi Sigmarja Polkeja, ki so mi nekako dali nek impuls, no, nikoli pri Polkeju pravzaprav nisi srečal tega, da bi opisoval ali nekako literarno podvajal to, kar je že itak na delu. Skratka, tle sem seveda potem lastno neko pozicijo si izoblikovala, velikokrat je nek humor v teh poimenovanjih, tako kot recimo tehnike v kliniki za ekstenziologijo, kar se vrača na to, kar sva prej, zelo temeljno vprašanje. Skratka, taki naslovi kot Nikoli in tudi takrat ne, ali pa Spoiler, Učbenik in klavnica, skratka, imajo neko določeno komponento humorja, kot pa vemo, v humorju tiči tudi kanček resnice. Ja, in vsekakor ne merim na to linearno povezavo, ne. Obstaja nek zelo zanimiv fenomen, je slika in naslovi nastanejo v dialogu z njo, ampak zelo na nekem drugem koncu se vžge ta spoj, ne. Tako da ciljam bolj nekako na tisto časovnost. Ali bi še kaj dodala? Če bi še kaj dodala, ja, mogoče na temo hibridnosti. Bomo morali iti zelo daleč. Ups. Aha, da sem ga pa zdaj se je vrnil spet na začetek. Skratka, ob razstavi Kdo se boji roza barve v Umetnostni galeriji Maribor je bila ena otroška delavnica, na kateri je nastal en hibrid, ki bi ga rada pokazala. No, šlo je za, razstavila sem slike, oziroma knjige umetnice, knjige umetnika, kjer so bili razstavljeni kolaži, no, in otroci so potem delali podobne knjige, nastale so zelo zanimive kolaži. No, in eden od teh je bil tudi tale, Pasta za ljubezen. Tako da toliko, kamor seže hibrid. Ja, a bo še mogoče iz publike kako vprašanje? Za Ksenijo? Za Tometa mogoče, ja. Enigmatični naslov je bil Še ni nedokončano. Ja, ena časovna zanka. Ja, mogoče še bova kdaj? V tandemu sem, ne bo. Ja, seveda, tako kot, recimo, tudi naslov Nikoli in tudi takrat ne, ima en tak časovni paradoks v sebi.
Tako da, ja, gre za neko igro za časom. Mogoče bom jaz nam skočil, da se ne spomnim pogledati predstavo, na kateri smo se mi ne pogovarjali, veliki nazaj 3. Ja, nekaj tazga bo, ja. Se ne spomnim, 23. kakšno intervencijo sem takrat naredil, pa vendar sem neko intervencijo naredil. Mislim, da sem te takrat proglasil za svečenico. Te nisem. Ja, si nekaj tazga, ja, dobro bom. Svečenica slikarstva, no, ampak tako malo se mi zdi tukaj, pa se bom dovolil to, no, smo tovariši, pa kolegi, kakorkoli, veliko fetišizma se mi je zdelo zdaj okoli tega slikarstva. Če bom dal samo en primer Gebo Hese, ona je rekla, ne delam slikarstva, ne delam kiparstva. Ne sliki, ne kipu. Kar pa se mi je zdelo, da manjka temu pogovoru, je pa ta, če je slika materialni objekt, da niste govorili o podobi. Skratka, podoba izhaja iz slike, pa vendar ni neposredno zalepljena na sliko, ampak je, skratka, potuje. Vidno ste se pogovarjala, se mi zdi ne v sliki, ampak o podobi, kako ta slika deluje. Ampak tega niste omenili, podobe same. Podoba je hkrati nalepljena, pa hkrati neodvisna oziroma potuje stran od slike in slikarstva. Zdaj, druga stvar je pa knjiga. No? Jaz knjigo sem samo prelistal, nisem jo bral, nimam je, no, tako bom rekel. Zdaj, seveda, ta knjiga je kaj? Katalog? Ne, ravno to bi rada se izognila tele. Gre pravzaprav res za knjigo. Mislim, da obstaja velika razlika ravno v tem, ali besedilo napišejo drugi ali pa dejansko si sam avtor. To se pravi, definitivno gre za neke teze iz moje strani, lahko da se bojo skozi čas pokazale, da sem pač šla čist nekje mimo oziroma da bo čas pokazal nekaj čist drugega, ampak definitivno pa so notri teze, za katerimi stojim. Ne. Zato recimo tudi nisem, na razstavi sem recimo imela velik problem v tem, ker mi je besedilo hotela napisati kuratorica in to pa seveda ne gre. Ne. Mislim, ti za razstavo oziroma ja, postavljaš nek manifest in ti ne moreš lastnega glasu dati v obličje drugega. Skratka, ta glas, da nekaj manifestativno postavljam v prostor, mora ostati meni. Ne nazadnje tudi zato, če so stvari narobe, sem jaz tista, na kateri naslov je to. V knjigi so tvoje besedila tudi? Absolutno ni, samo moja. Zato jo tudi smatram kot knjigo. Malo pa jo vidim v tem smislu, ker imamo zdaj pač tudi umetniški doktorat in kot nekaj takega si predstavljam tudi recimo umetniški doktorat, ne. Nekaj, ker vizualnost in besedilo najdeta eno to pozicijo. Mislim, mogoče pisava vrača spet na nek način, čeprav je generirana podoba, ampak hkrati je bilo eno obdobje, ko so zaradi interneta pač podobe presegli tekst, zdaj pa se zdi, da je spet, ampak z neko redukcijo se tekst vrača. Tekst ne se vrača, jezik je ključna stvar, brez jezika ne bi bilo generiranih podob. To je ključna zadeva, ne. Preslikava oziroma ta abstraktni prevod v jezik. Tako da ja, tu je neka vmesnost, ki je zelo, zelo pomembna. A je to bilo zdaj vprašanje? Nekako, ja, o pisanju. Kakšen jezik si mislil? AI? Mislim, umetna inteligenca? Jaz sem ga tako razumela, ja.
Ja, samo vprašanje, kakšno logiko ima to, ne? Jezik se vrača v... Mogoče moramo reči, da je to samo tekst, ampak Ja. programski jezik je To je tekst, na eni strani tako. podlaga. Mislim, naj pa tudi producirati, zdaj mislim, ChatGPT je večinoma skozi tekst. samo in izključno. Ja, ok. Samo, jaz mislim, da računalnik ima lih ta res, da eno je produkcijski proces, eno je kodiranje, do katerega ti nimaš nobenega vpogleda, drugo je pa interfejs, ki je tebi podan. Jaz mislim, da ta res je tukaj tudi ključen. Po mojem, no. Res, mislim, da nimaš da nimaš nekega razumevanja ali pa vpogleda, no? da ti vedno si na nivoju interfejsa, ne? Nekdo kodira, ampak ti imaš interfejs. Ne? Ta res, mislim, da je bistveno. No? Se pa res, ja, v bistvu se res tudi, mislim, črkovna koda na nek način vrača zdaj. Ja, no, za računalnik sam je nenazadnje popolnoma vseeno, ali je zvok ali je slika. Za njega je vse številka. Oziroma. Tako da ta subjektivni moment pride iz strani človeka. Kako se zaključuje? Dame in gospodje, Ksenija Črče. Ne, vse to mislim, da je droga.